Na kliniki za infekcijske bolezni smo po nočnem dežurstvu obiskali specialista infektologije in intenzivne medicine Tomaža Vovka, ki nam je predstavil številne oblike življenja. Med njimi so poleg živali, rastlin in bakterij tudi virusi. Če tako nekako poenostavljeno povemo, nekaj skupek nekih takih beljakovin in nekaj zapisov genetskih materijala, ki v bistvu se zavije v neko ovojnico in samo po sebi ne more živeti, ko pa pride v neko drugo žival ali v neko rastlino tudi, se pa v naših celicah začne živeti in začne se razmnoževati in potem pač lahko tudi dela škodo. Viruse lahko ločimo tudi na podlagi tega, ali okužijo samo človeka ali hkrati tudi živali. Koronavirusi so take izmed virusov, kjer oboje okužijo, tako da in živali in človeka, in to so taki virusi, ki se jih tudi težko znebimo. Pač vemo za ta koronavirus, konkretno številka 2, da verjetno se je razvil preko neke vmesne stopnje iz nekih netopirskih virusov, potem neka prehodna stopnja in potem je ta virus se začel počasi prilagajati na človeka. Več preskokov smo imeli, teh virusov različnih, in ta SARS koronavirus 2 je verjetno preskočil tam nekje v leta 2019. Zanimivo je, da se virus prilagaja zato, da čim boljše sobiva s človekom. Posledično nastajajo različice koronavirusa. Kot vemo, smo zadnjo poimenovali omikron. Virusi rabijo nas, da živijo, tako da pač ni virusu v interesu, tako v navednicah, da ubiješ gostitelja. Virusu je interesa, da on živi naprej in da ga lahko raznašaš naprej. Zdaj je že jasno, da ne gre za nedolžen virus, saj povzroča vrsto dodatnih zapletov. Med njimi izjemno nevarno pljučnico. Večkrat je bilo rečeno, da je koronavirus nek prehlad in da to ni nič drugega kot neka navadna gripa. Dejansko ni res. Tisto, kar je razlika, je, da pri koronavirusu se lahko velikokrat zgodi v velikem deležu ljudi, ki jih okuži, da se po tej okužbi, tam nekje 7. do 14. dan, začne neka taka huda imunska reakcija v telesu, pomeni, da naš imunski sistem, namesto da bi se virusa znebili in da bi bili čisto v redu, napade naše lastne celice, naše lastne žile, in temu tako rečemo v navednicah pljučnica, ampak dejansko se upada s tem, da pride do naše pretirane reakcije, tako nekako. In zdaj, če so ljudje nagnjeni k temu, tudi če so zdravi, tudi če so mladi, lahko razvijajo hudo vnetje na pljučih in to jih potem pravzaprav pripelje na konec k zdravniku. In tega je procentualno v takih količinah, da zmanjka zdravnikov, zmanjka sester, zmanjka bolnic, zmanjka intenzivnih postelj in potem se je pravzaprav, to je osnovni problem tega virusa. Najboljša preventiva pred hudimi zapleti, ki je ljudem na voljo, je cepljenje. Dejansko nikogar nismo imeli na intenzivi, ki bi bil mlajši od 50 let in bi bil cepljen polno, nikogar. Nazadnje nam je umrla ena 42-letna gospa, ne debela, ni bila nič bolna prej. Ta gospa sem 100% in dejansko po naših podatkih je popolnoma jasno, ne bi rabila biti v intenzivi 2 meseca in tudi ne bi rabila umrti, če bi bila cepljena. In to je najhujše. Nam je pravzaprav zelo hudo, ko vidimo te mlade ljudi, meni je mlado, če je nekdo 50 let stara, pa 40 let stara, dejansko so mladi, tudi 30 let stari so bili, ki so umrli. Koronavirus je do zdaj zahteval v Sloveniji že več kot 6000 življenj. Nekateri prebolevniki pričajo o dolgotrajnem okrevanju. Medtem se že kažejo tudi dolgotrajne posledice v zdravstvu in družbi. V Sloveniji smo zelo povečali intenzivne postelje za COVID bolnike in se prav, da smo, ker ti ljudje bi vsi umrli. Ampak s tem smo tudi seveda plačali in bomo še plačevali še več let tudi druge zdravstvene posledice. Tako da tega se vsi zavedamo in zaradi tega smo mi bili
sploh te, ki smo se ukvarjali s to boleznijo, prvi v vrsti za cepljenje. Preprečevanje covida ni pomembno samo zato, da ljudje ne zbolijo zaradi covida, ampak je pomembno tudi zato, da se lahko zdravstvo ukvarja z vsem ostalim. In cela Slovenija z vsem ostalim, ne samo zdravstvo. Tako da, to, da imamo mi na intenzivi ali pa na oddelkih s covid bolnike, ki so sicer zdravijo bolezni prebavil, bolezni srca, bolezni možganov, bolezni pač vseh ostalih organov. Dejansko je problem, da te zdravniki, te sestre se ne ukvarjajo s svojimi osnovnimi boleznimi. In je to osnovni problem. Pomeni, da škoda, ki nastane zaradi epidemije, ni samo v tem, koliko ljudi umre zaradi covida. Dejanska škoda je še vsaj 3-krat večja. Že sam kar se tiče zdravstva. Po prepričanju Vovka se bomo iz primeža epidemije hitreje izvlekli s cepljenjem in upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Saj si vsi želimo, da bi se epidemične razmere kmalu umirile in da bo koronavirus postal preteklost.